V tokratni avtomobilnosti zapeljemo Škodo Kodiaq in Ford Tourneo Custom. Sprehodimo se pa tudi po kitajskem pekinškem avtomobilskem salonu in poiščemo odgovor na vprašanje, ki si ga postavljamo vsi. Kateri izmed tistih avtomobilov bodo zapeljali na slovenske ceste? Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes bomo zelo svetovljanski in zazrti v prihodnost. No, ne nujno našo evropsko, zagotovo pa kitajsko, ki je, kot bomo videli, na nekakšnih avtomobilskih steroidih. No, z Luko gremo na avtomobilski salon v Pekingu, kjer se je po navedbah organizatorjev predstavilo 117 svetovnih avtomobilskih premier, 41 je bilo konceptnih vozil, 278 pa tistih, ki vozijo samo na elektriko ali so hibridni. Predstavilo pa se je tudi 30 mednarodnih znamk, praktično vse najpomembnejše evropske, kar kaže jasno namero ameriških, japonskih in evropskih znamk, da ustavijo nenehno padanje prodaje njihovih avtomobilov na tem avtovlačnem trgu. No, ampak da povzamemo, v 10 dneh se je na 22.000 kvadratnih metrov zvrstilo 892.000 obiskovalcev, od tega 28.000 tujcev, med katerimi je bil tudi Luka, in so v glavnem prišli preverjati to, kar nas vse zanima. Kaj prihaja z Kitajske in se bo v naslednjih mesecih, letih vozilo tudi v Sloveniji. Pa smo rekli, da so avtomobilski saloni v svoji klasični obliki preteklost. No, mogoče lahko tako klavrno zaključimo v primeru ženevskega avtomobilskega salona, no, ampak tukaj, na pekinškem avtomobilskem salonu, se ljudi enostavno tre. Tukaj je kot nekako v ženevskih najboljših časih. Kitajska avtomobilska industrija je danes na vrhuncu njene moči. In ta vročica se je na pekinškem avtosalonu zelo dobro občutila med obiskovalci, pa tudi med predstavniki avtomobilskih znamk, ki so nam z navdušenjem predstavili svoje izdelke. Nove kitajske znamke nastajajo praktično na dnevni ravni in že danes jih je nekaj 100. Med vsakim pogledom na kitajske ulice sem tako ugotavljal, da je nam popolnoma neznanih modelov praktično kot zrn riža in verjetno si vseh ne bi zapomnil niti v nekaj letih življenja na Kitajskem. Ena zanimivejših znamk, ki je nedavno vstopila na avtomobilski trg, je na primer Xiaomi, ki je s svojim modelom SU7 vrgel rokavico celo Porschejevemu Taycanu. Predstavniki znamke, ki je bila doslej znana po zabavni elektroniki, so nam povedali, da so v zgolj prvih 27 minutah za svojega novinca zbrali kar 50.000 naročil. Do konca dneva pa je bila letna zaloga gladko razprodana. Pa poglejmo še k eni znamki, ki ne obstaja niti leto dni. Hyper je poleg bolj ljudskega modela, ki mu je zelo zanimivo določil namen, predstavil tudi električnega superšportnika. Gre za nekakšnega kitajskega rimca, ki prinaša superšportne specifikacije in podobno, a manj kompleksno in verjetno tudi manj dovršeno strukturo električnega pogona. A kar je najpomembneje, Hyperjev superšportnik bo v Evropi predvidoma naprodaj že letos in v primerjavi z rimcem za precej bolj dostopnih 200.000 evrov. In za nameček njegove proizvodne količine niso prav nič omejene. Če se pri nas o tem še sprožajo pereče in vroče debate, na Kitajskem dvomov ni. Njihova prihodnost avtomobilizma bo električna. In v tem primeru gre seveda predvsem v veliki večini, kar je razvidno tudi na avtomobilskem salonu, za baterijska električna vozila. Ampak danes avtomobilska realnost na cestah širom sveta še zdaleč ni popolnoma električna. Avtomobilski proizvajalci z globalnimi načrti, kot je Geely, se tako še naprej osredotočajo tudi na druge vrste pogonov. Geely is a transcontinental big company, and the European market is very important to us, and the global market is important to us. We are the experts in build cars in architecture, and we are the leaders. When Geely is build cars on architecture, so we don't consider to build cars specifically for China or for Europe. We do it globally. And the bandwidth of this architecture is extra wide. For example, the wheelbase comes from the 2,580mm to 3,200mm. From the A segment to D+, and that is the Chinese domestic market. Prilagodljiva platforma, na kateri bodo osnovani najrazličnejši avtomobili za najrazličnejše potrebe voznikov po svetu. Torej, imamo številčnost in raznovrstnost.
Ampak Kitajci nam obljubljajo tudi najnaprednejšo tehnologijo. Kakšno torej? For example, when we do the designs, we use the AI potentiated designs. We use the big models to help us do the simulations over 10,000 to optimize the design. And we support full data to be uploaded. Obsežna pomoč umetne inteligence pri načrtovanju in upravljanju vozila ter zbiranje izjemno zajetnih množic podatkov. Te tehnologije, ki jih šteje za svojo prednost, je tokrat Geely predstavil v izstopajočem konceptu z ničkaj sramežljivim imenom Starship. Ampak bolj oprijemljivi imeni, ki vas morata zanimati, sta L7 in E8. Tehnologija koja je predstavljena u narednim fazama biti će implementirana i u ostale proizvode kao što su L7, kao što je E8 i proizvodi koje vrlo brzo možemo očekivati i na tržištima Europe, konkretno Slovenije, Hrvatske, Rumunjske, Bugarske. No, seveda so te tehnološke novosti, prestižni avtomobili in pa koncepti izjemno zanimivi, ampak tudi tukaj pa se največje množice trajajo ravno ob dostopnih električnih avtomobilih. No in medtem, ko se v Evropi večinoma ukvarjamo s temi napovedmi poceni električnih avtomobilov, jih tukaj že vozijo in to zelo množično. Po videnem sodeč, pri množični elektrifikaciji prednjačijo ceste in ulice Pekinga, kjer je odstotek električnih vozil že zares visok. Električni so skoraj vsi taksiji in za nameček še popolnoma vsa mestna motorna kolesa. Medtem, ko se je večina evropskih proizvajalcev e-mobilnosti lotila s pomočjo dražjih in bolj luksuznih avtomobilov, na Kitajskem že prodajajo električne avtomobile za 10.000 evrov. Kitajski proizvajalci namreč iščejo rešitve za najrazličnejše tipe uporabe vozil in kaže na to, da bodo ravno oni tisti, ki bodo električna vozila pocenili. No, zdaj pa poglejmo, kje se rojeva ta kitajska, množična, tudi električna mobilnost. Preselimo se v malo manjše kitajsko mesto, zgolj 7-milijonski Hangzhou. 欢迎来到我们浙江吉利长兴工厂。 Okay, our factory covers more than 1 million square meters. It was built in 2021. By now, we have just produced more than 500,000 vehicles. The four main characters for the features of this factory is automation, intelligence, flexibility, and also digitalization. We can say that based on this cutting-edge technology, and also the high-degree automation, we at least reduce 60% of the employees for the manufacturing. It is not the biggest one, but it is the most advanced cutting-edge factory of Geely, one of them. Torej, gre za eno izmed ogromnih Geelyjevih tovarn, ampak ta ima glede na njeno velikost najmanjše število zaposlenih in največ robotov, kar po besedah odgovornih prinaša najboljšo kakovost končnih izdelkov. Ob obisku Geelyjeve tovarne so nam tukaj v predprostor postavili nekaj avtomobilov na ogled. No, recimo tale bo bolj zanimal naše novinarske kolege iz Filipinov pa iz Peruja, ki so se prav tako udeležili te predstavitve. No, ta avto tukaj pa nosi značko, ki je nam, Evropejcem, bistveno bolj poznana in domača. Over 80% of all the production here is Geely brand, and then we also produce that Smart. It is a joint venture, but we will not introduce more here. Geely je namreč velika multinacionalna avtomobilska skupina in spada v skupino 500 največjih podjetij na svetu. Ob pogledu na njen portfelj tako opazimo, da so njen del tudi znamke Volvo, Polestar, Lotus, Proton in Smart. Kaj to neposredno pomeni, na primer, za kupce Geelyja v Sloveniji? Možemo krenuti možda najbolje sa našim prvim proizvodom koji smo lansirali. Riječ je o Atlasu Pro. Činjenica je da automobil je razvijen u sinergiji sa Volom. Činjenica je da koristi istu transmisiju, isti motora kao što je Volvo XC40 koristio u jednom segmentu. To je jedan primjer dobre suradnje na koji i ostali modeli koje Geely razvije, koje dolaze, koristit će sinergiju, koristit će znanje, koristit će iste komponente i to će definitivno biti velika prednost za potencijalne Geely kupce usporedbi sa drugim kupcima kineskih marki.
Po modelih Atlas in Coolray so favoriti za prihod na slovenske ceste, naprimer še Geelyjevi modeli Starray s hibridnim in L7 in E8 s popolnoma električnim pogonom. Vsi ti so oblikovani po zadnjih trendih, v njih glavne funkcije upravljamo na ogromnih zaslonih na dotik in v kabini ponujajo materiale na ravni prestižnih vozil. Te avtomobile smo novinarji preizkusili tudi na zelo kratki degustacijski vožnji, ki sicer ni ponudila možnosti za tehtne vozniške ugotovitve, vseeno pa lahko zaključim, da je prvi vtis več kot obetaven. Starray, L7 in E8 bodo v Evropi soočeni s težko nalogo, kako prepričati zahtevne evropske voznike. In težavnosti naloge se kitajski proizvajalci vsekakor zavedajo. We all know that Europe is the birthplace of automobile, so within European market is so important for us. It means that if we can export to European market, it shows Geely's model is so good and we have good quality and safety. Ja vjerujem da put koji su krenuli graditi u našoj regiji, u Sloveniji, u Europi je put uspjeha kakvi su u prošlosti radili Koreanci, ali na drugačiji način. Oni neće imati vremena 15 ili 20 godina da se prilagode tome trendu. Njihovi ambicije su da to naprave u 5 do 7 godina. Te kitajske ambicije imajo trdne temelje. Njihovi proizvajalci imajo namreč dostop do osnovnih, ključnih surovin in so podprti z robustno oskrbovalno verigo, predvsem pri proizvodnji komponent za električne avtomobile. Zato ni presenečenje, da je Kitajska nedavno prehitela Japonsko in postala največja svetovna izvoznica avtomobilov. Že skoraj vsak tretji avto na svetu je namreč narejen na Kitajskem, obenem pa je primat pri številu električnih avtomobilov na račun BYD-ja izgubila tudi Tesla. Kitajski avtomobili torej niso več cenene kopije, temveč so prevzeli vodilno vlogo v avtomobilskem razvoju. Če je kitajski avtomobilski trg trenutno na steroidih, potem je bil naš evropski kar nekaj zadnjih let na bistveno bolj mehkih substancah. Mogoče konoplji. Ampak to niti ni tako bistveno. Kot tudi ni to, da se zdi, da so pri nas avtomobilski saloni preživeti. Na Kitajskem pa so v polnem razcvetu. Seveda so. Poglejmo zakaj. Koliko avtomobilskih znamk znate prešteti na pamet? 20, 30? Na Kitajskem jih je čez noč nastalo prek 100, še sami ne vedo, koliko jih imajo. Seveda jih bo veliko propadlo, ampak ta hip jih še imajo. Vse to smo že videli. Razlika je le v niansi, da tak nov avtomobilski val še nikoli ni bil tako velik. Niti japonski, niti korejski. Ampak bistvo je drugje. V času, ko se to dogaja in v tem, da je v ZDA približno 800 avtomobilov na 1000 prebivalcev, v Evropi razlike med državami so velike, pa približno 600. Na Kitajskem pa dobrih 200. Tu je odgovor. Kitajska ima jasen cilj, ki ga mi zelo dobro razumemo. Hoče imeti 600, 800 avtomobilov na 1000 prebivalcev. Vedo tudi, kako se ta cilj doseže. Prekopirajo, bolje naredijo vse, kar smo naredili mi, da smo prišli do tega istega cilja. In tu nastane velika razlika med Evropo in Kitajsko. Pravzaprav med Evropo in celim svetom. Mi smo prišli do točke, ko razmišljamo o tem, da bi bilo dobro in trajnostno imeti manj avtomobilov. To pa je obrnen miselni in ekonomski tok in tega ni še nihče naredil. Saj ne v tako velikem obsegu. Nimamo koga kopirati, sami se bomo morali česa spomniti. Se pa splača. Tudi zato, ker že danes vemo, da bodo do tega prišli tudi na Kitajskem. Le da zato ne bodo potrebovali stoletje, ampak dobrih 50 let. Škoda je v Volkswagenovi skupini črna ovca. Namreč, ko si v Wolfsburgu omislijo kakšne visoko leteče cilje, pogosto povezane z visoko letečimi cilji iz Bruslja, no takrat Škodin šef v Wolfsburgu sicer prikima, ampak potem pa gre nazaj v Mlado Boleslav in tam naredijo stvari po svoje. Namreč, Škoda je pač pragmatična znamka, v kateri velja moto ostani normalen. Ne glede na položaj in pa na funkcijo, ostani normalen, prizemljen in pa v stiku z normalnimi ljudmi. In ko si v Bruslju in pa v Wolfsburgu izmislijo, da bomo šli samo še na elektriko, takrat nam Škoda da
tisto, kar si želimo. Kodiaq nedvomno je tisto, kar si ljudje želimo. To dokazujejo številke. V prvi generaciji je bilo prodanih 866 tisoč primerkov. V Sloveniji lahko rečem, da je ta avto povzročil pravo euforijo, ker so ga ljudje naročali, ne da bi ga videli in pri tem ustvarili dolgo čakalno vrsto, tako da smo imeli potem težave s proizvodnjo. To pomeni, da ga bomo tudi danes čakali, tako kot smo ga čakali leta 2017? Ne, mislim, da ne, da smo na to dobro pripravljeni. Pravzaprav predprodaja že poteka, konfigurator deluje, avto pa bo prišel k nam v mesecu juniju letos. Pa naj povzamem glavne novitete. Tako kot Superb je zdaj tudi Kodiaq dobil priključno hibridno različico, ki zmore na elektriko peljati kar 100 km. Ko tisto električno energijo porabite, pa greste naprej lahko preprosto na bencin. Noviteta je tudi blago hibridni bencinski motor, ki se izkaže z izredno, ampak res izredno mirnim delovanjem. Hvalimo! Ljubitelji avantur pa bodo Kodiaqa zagotovo še naprej izbirali predvsem v varianti s dizlom in 4-kolesnim pogonom, pa seveda s terenskimi pripomočki. Tako kot Superb je zdaj tudi Kodiaq dobil pametna vrtljiva stikala, ampak kar se tiče teh pametnih zadevic, smo zdaj v Kodiaqu preizkusili noviteto, na voljo seveda tudi v Superbu, imenuje pa se plačevanje kar z avtomobilom. But I heard that I can pay for the fuel with my car. Oh, that's true. We have our unique pay-to-park and pay-to-fuel, the duo of services. How does it work? It works very simple. You just, within your MySkoda account, add the credit card, activate the pay-to-park and pay-to-fuel. And then in supported countries, you can pay for the parking and for the fueling directly from the in-car infotainment. But of course, as well from... So I don't need the phone? You don't need the phone. You can use it. Yeah, definitely. You will just download the pay-to-park and pay-to-fuel app from the in-car shop, and then you have it. Okay. You just open it, and the car will automatically find on which parking zone you are currently at. So we are in a zone that costs €2 per hour. Exactly. Aha, so park here? Yes. Okay, so I... Select the duration. If you pay, for example, for 2 hours, but if you end the parking sooner, the remaining time, you get your money back. That also MySkoda app has the information about the parking. So I know that I have paid for the parking and 1 hour and 43 minutes is left. Okay. I can view the parking session and I can end the parking from the MySkoda as well, or from the car. It's always synchronized. Torej, kjerkoli se že boste vozili, parkirnino boste lahko po novem, vse v teoriji, plačali na enak način. Te sedeži so stkani iz recikliranega materiala, iz recikliranih 5 plastenk in z njimi seveda vstopamo na poglavje trajnosti. These are the brand new seats designed for Kodiaq. And Not for the Superb. No, only. Quite nice new feature is this stitching on the side bolsters. We wanted to use this not to have one more cut, you know, in here, one more groove. Yeah. So that's why we use this specific stitching. It's called actually a pull-down seam. Wow, never thought about it. It's a science. Yes, it really is. Yes, yeah. I was with the seats from the very beginning, from the sketches, so I quite know well what's going on with them. Petra Debnarova je s posebnimi šivi povezala tudi usnje na armaturni plošči, okoljsko sporne postopke obdelave usnja pa je nadomestila s trajnostnimi. Leta 2021 sem na predstavitvi prenovljenega Kodiaqa vprašal tole. I'm missing the IV models. Where are the Kodiaq IV? In odgovor je bil takrat nekako izmikajoč. Kodiaq doesn't have any IV, you are right. Seveda je bil takrat razvoj novega Kodiaqa že kar precej v teku. Ampak takrat je veljalo, da si bil kar nekako špilferderber, če si slučajno podvomil o elektromobilnosti in predstavil bencinski oziroma dizelski avtomobil. In zato je bila tista predstavitev manj pompozna. No, danes se Škodi nekako obrastuje, da je vztrajala na tej klasični poti. In to se danes nekako kaže v tem, da Kodiaq in pa Superb spet prevzemata kapitansko vlogo v Škodini modelski paleti.
Čas pa je za novo vprašanje avtomobilnostnega kviza. Preden pa gremo na novo vprašanje, najprej odgovor prejšnjega. V prejšnji oddaji smo vas vprašali tole. Kdo se ustavi hitreje? Avtomobil ali motocikel? Naj dodamo, bolj kot to, kdo se ustavi prej, je pomembno, da se tako z avtom kot motorjem, kolesom, skirojem ali katerimkoli drugim prevoznim sredstvom vedno lahko varno ustavimo pred oviro, in ker je pot zaviranja sestavljena iz dveh delov, reakcijske poti in poti zaviranja, je tako zelo pomembno imeti vselej primerno varnostno razdaljo, saj v nasprotnem primeru prehitro zmanjka tako časa za začetek zaviranja, kot tudi metrov, da se lahko varno ustavimo. Kdo torej zavre prvi? Varni voznik. In še vprašanje tega tedna. Ali je menjalnik v Toyotinih hibridih CVT menjalnik? Odgovorite tako, da skenirate QR kodo na zaslonu in preprosto označite vaš odgovor ali pa nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Ford Transit Custom je od leta 2015 najbolje prodajan dostavnik v Evropi. Na nek način prvak v tem segmentu, lahko se pohvali tudi 4 lovorikami za mednarodni dostavnik leta, tudi za leto 2024. In Ford je v novo generacijo vložil kar 2 milijardi in dal s tem jasno vedeti, da tudi v prihodnje svojih kupcev ne namerava razočarati. Velik del njegovega uspeha pa temelji na tem, da so svoje uporabnike vselej znali spremljati in beležiti njihove potrebe in želje. In zato je Ford Transit Custom še bolj pripravljen na delo in udobje, zato Miha ni skoparil s pohvalami. Prvak je postal še boljši. Namreč, to je bil najbolje prodajani kombi z razlogom. Ampak zdaj Ford kakovost tega kombija dviga na še bistveno višjo raven. Pripravite se na poplavo pohval. Čeprav je ta oblika res impozantna, seveda primerna tudi za VIP prevoze, pa ta zunanja oblika res ni pomembna. Namreč, poglejte tole. Torej, v resnici z nakupom tega kombija pravzaprav kupite prostor na kolesih. In seveda velja, da si tukaj ta prostor lahko oblikujete, prerazporedite, kakor vam paše, oziroma kakor vam paše v danem trenutku. Naprimer, enkrat boste imeli takšno limuzinsko postavitev za 4 poslovne potnike, naslednjič pa boste vseh teh zadnjih 6 sedežev zapolnili recimo z otroki. No, te sedeže si preprosto lahko prerazporedite po svoje in prtljažnika je v kombinaciji z 8 potniki in seveda v kombinaciji, kjer si vseh 8 potnikov vzame kar največ prostora za sedenje. No, potem ga imamo tukaj zadaj recimo prtljažnika z, rečemo temu, z 8 kabinskih kovčkov zloženih eden na drugem. Seveda to hkrati pomeni, da priporočamo verzijo z daljšo medosno razdaljo. Pa naj dodam še to, da zdaj ti sedeži po novem bistveno lepše in lahkotneje tečejo po teh tirnicah. Pa še to dodam, bistveno bolj enostavno jih je tudi vzeti zdaj ven in obrniti. Da jih lahko potem tako obrnemo, da se pač potniki vozijo v nasprotni smeri vožnje. Seveda govorimo o verziji, ki je potem primerna za sestankovanje. Ampak tisto, s čimer je pa Ford res najbolj dvignil nivo igre, se pa zgodi takrat, kadar pritisnemo tipko Power, Start, Stop. Poslušajte, nobenih treslajev, vse je mirno, nobenih tistih kamionskih občutkov, kakršne smo ponovadi poznali v teh dostavniških avtomobilih. Kot bi vzeli kak premijski izdelek, ne pa najbolj popularen delovni stroj.
poudarek je na delovni stroj. Pa tudi potem na avtocesti ta kombi ostane miren, tudi v kabini je nadpovprečno tiho, pravzaprav tudi v bistvu zelo, zelo stabilen in vozne lastnosti so na visokem nivoju, ampak tukaj pa res pride ena drobna pikelovska pripomba. Namreč ta volan je za moj okus malce premehek. Želel bi si, da bi tukaj imel možnost nastaviti si poljubno, recimo kakšen ta vozni program, individual, kjer bi si recimo nastavil mehko vzmetenje, pa trd volan. To bi si želel. No pa še eno drobno pikolovsko pripombo imam, tudi povezano z voznimi lastnosti, namreč zelo, zelo dobro deluje prediktivni tempomat. To je seveda tisti tempomat, ki samodejno prilagaja hitrost, nastavljeno hitrost cestnim omejitvam. In ta tempomat prilagaja hitrost tudi recimo ovinkom, tudi sam zna odpeljati krožišče, ampak pri teh ovinkih me je pa nekaj zmotilo, namreč avtomobil kar malce preveč zavira oziroma hoče ovinke speljati s prenizko hitrostjo za moj okus. Namreč ovinke, ki jih z drugimi avtomobili redno peljem 90 km/h in sem jih tudi ročno sam s tem kombijem brez težav odpeljal z 90 km/h, pa se dejansko v bistvu tukaj v kombiju ni nobenega še premetavalo. No, pri Fordu so nastavili, da bi tiste ovinke moral peljati 70 km/h. Verjetno s tem želijo biti prijazni do tistih potnikov, ki med vožnjo občutijo slabost, ampak Ford, prosim, dajte imeti malce več zaupanja v vozne lastnosti vaših kombijev. No in tudi v letu 2024 je pri teh avtomobilih standard dizelski motor. In za ta dizelski motor lahko rečemo, da ponuja zelo miren tek, da je prijeten za uporabo. Poraba pa je tam okoli 8 litrov na 100 km. In lahko vam dam tudi podatek, koliko bo porabil, ko se boste z njim vozili recimo 160 km po nemških avtocestah. 10,3. Avtomobilski salon v Pekingu je z 890 tisoč, skoraj 900 tisoč, pa recimo slabim milijonom obiskovalcev, pokazal, da smo na COVID čisto pozabili, da so stari dobri časi avtomobilskih salonov, vsaj v Aziji, kar se tega tiče, nazaj. Za avtomobilski svet to vsekakor velja. Še več avtomobilov, še hitreje narejeni, še večje baterije z večjimi kapacitetami za manj denarja. Vse je tako, kot mora biti. Če bi bil na salonu v Pekingu tudi ekonomist in filozof Adam Smith, bi bil verjetno navdušen. Nekoliko bi ga mogoče zmedla ne tako zelo nevidna roka kitajske politike. In ko smo ravno pri filozofih, Luka je z enim lepim slovenskim pregovorom opisal dogajanje na kitajskem avtomobilskem salonu. Ne vem sicer ali z rezanci, račko ali zlatimi kroglicami, ampak nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Takšno je bilo tudi dogajanje na kitajskem, ki bo še nekaj časa kar precej toplo tudi na vseh naših portalih rtvslo.si poševnica avtomobilnost ali pa skočite na naš YouTube kanal, kjer boste imeli daljše teste oziroma daljše reportaže. Mi pa se vidimo spet naslednji teden. Srečno!